Mislim, dejstvo je, da je delovanje največje stranke Gibanja Svoboda, predvsem zaradi tega, ker gre za novo stranko na političnem prizorišču, ker je v tej stranki veliko ljudi, ki prej nismo bili v politiki, vidimo stvari drugače, kot jih vidijo dolgoletni politiki. En od tipičnih primerov je tudi ta afera sodne stavbe. Nobenega dvoma ni, da je šlo marsikaj pri tem narobe. Tisto, na kaj mi opozarjamo že dalj časa, v resnici ne na politično, če za politično odgovornost bo na koncu, kdo je bil politično odgovoren, ampak takimi praksami je treba v Sloveniji prekiniti in prekine se ne način, da se da pod preprogo in potem vlak gre dalje. Prejšnja vlada je delovala na način množice afer, nobena ni bila sprocesirana, nič se ni zgodilo, samo kupoval se je ves čas. Absolutno je to politika, na katero Gibanje Svoboda ne pristaja in zaradi tega tudi predsednik, kot ste videli, nima težave zamenjati ministra. Na drugi strani seveda pa pričakujemo, da se bodo nepravilnosti tam, kjer so, dejansko razčistile. Jaz verjamem, da je to preprosto edini način, da na nek način začnemo, mogoče malo prehuda izjava, čistiti avge v hlev slovenske politike.